Beletrina v živo. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, lepo pozdravljeni in dobrodošli v Beletrini v živo. Tokrat se bomo pogovarjali z avtorico, doktorico Vesno Vuk Godina. Dobro jo poznamo kot publicistko, lucidno, marsikdaj precej kritično, in tudi tokrat je svojo kritično razmišljanje usmerila v feminizem. Tako imenovani sodobni zahodni feminizem je pojav, ki ga potrebujemo, oziroma predvsem, ki potrebuje precej refleksije, in njeno zadnje delo, to je delo z naslovom Zablode feminizma, je tisto delo, ki pravzaprav svoje razmišljanje, to je na tak ali drugačen način s tem razmišljanjem osvetljuje tale feminizem. Zdaj pa, gospa Vuk Godina, zanima me morda čisto tako za začetek, kako se zadeve tukaj sploh začnejo? Vemo, da je feminizem uvodoma oziroma bil zgodovinsko še kako vezan na kaj drugega kot pa na antropologijo. Antropologija, poznamo vsi, je bilo sprva zelo moška veda, kasneje se pa vendarle tukaj priključijo prve antropologinje, ne? Spomnimo se tistega znanega dela Odraščanje na Samoji in še marsikaj drugega, Margaret Mead in drugih. Kakšna je ta korelacija med feminizmom in antropologijo? Ja, pravzaprav tako, v osnovi je tako, kot ste rekli. Pač antropologija, recimo, če začnemo z nekim 19. stoletjem, kot ne, v zgodovini vede imamo to za čas, bi rekla, pač začetka znanstvene antropologije, torej uvedba socialnega in kulturnega evolucionizma, socialnega v ZDA in kulturnega v Britaniji. Pravzaprav seveda ni, bi rekla, možno reči, da bi pač v tem obdobju vsaj na zahodu delovale kakšne razpoznavne antropologinje. Je pa bil seveda to konec 19. stoletja, pa že časa, ne, ko se začnejo nekatere zadeve, bi rekla, misli drugače z ženskega zornega kota, recimo literatura je tak primer, ne. Hkrati pa po drugi strani imamo že koncem 19. in potem začetku 20. stoletja zunaj Evrope, imamo pa ženske antropologinje, ne? Tako da ta, bi rekla, moška dominacija v vedi, ki je potem nekako popustila v 20. oziroma 30. letih, ne, ko ste omenili, se pojavi Margaret Mead, oziroma v resnici se pojavi prej Ruth Benedict kot asistentka Franza Boasa, in potem Midova kot ena pač najmlajših študentk njunih, ne, ker je bila Benediktova seveda pač je bila tudi njena profesorica oziroma asistentka, in potem skupaj z Edwardom Sapirjem oblikujejo slavno triperesno deteljico v ameriški antropologiji, ki dejansko pripelje posameznika v vedo, ne, se pravi, posameznik postane predmet antropologije, ker predmet antropologije so bile neevropske družbe ali pa neevropske kulture, s posamezniki pa se podobno kot Durkheimova sociologija, antropologija takrat ni ukvarjala. Tako da v resnici tako slabo spet ni bilo, ne, kot se, bi rekla, rado prikazuje. Antropologinje so, res niso, bi rekla, v začetku druge polovice, mislim, v začetku institucionalizacije vede, torej v drugi polovici 19. stoletja igrali kakšno pomembno vlogo, ampak v 20. stoletju pa že, a ne, in zunaj Evrope na začetku bolj kot v Evropi oziroma v ZDA. V ZDA potem vemo, ne, da seveda se, bi rekla, ta zadeva žal s to triperesno deteljico zaradi medosebnih sporov konča. Benediktova relativno hitro umre, torej po drugi svetovni vojni, ampak dejansko personifikacija antropologije v ZDA ostane ženska, torej Margaret Mead, ne, in to nekako do svoje smrti. Tako, mislim, pač v Ameriki je bilo tako, a ne, če ste hteli kakšno antropološko mnenje od koga, ste pač vprašali Meadovo, a ne. Tako da v resnici to, bi rekla, ni bilo tako zelo enoznačno v škodo žensk. Je pa seveda res, da pač moramo vedeti, da v družbah, ne, v vsaki družbi obstajajo področja, tega, o tem nisem pisala v tem delu, bom pa mogoče v naslednjem, ker predvidevamo, da bomo še poglavja, ki jih niso bila vključena v to knjigo, izdali, a ne. V vseh družbah obstajajo pač področja, v katerih pač imajo dominantno vlogo ženske, in področja, v katerih imajo dominantno vlogo moški. Mislim, če govorimo zdaj z zahodnega zornega kota,
Nikoli v vseh področjih ali pa v vseh sferah družbe ni samo moški ali pa samo ženska dominanten. To je povezano s tem, da se preko tega vzpostavi neka vzajemna soodvisnost, ki gre onkraj okusa, in te soodvisnosti seveda so povezane z nujnostjo kooperacije in z gostoto, bi rekla, kooperativnih socialnih mrež, ki pa so za seveda delovanje družbe močno pomembne. To zdaj vidimo na Zahodu, ko jih ni, recimo v času korone, kaj to pomeni. Tako da v resnici če gledamo, bi rekla, za nekega zornega kota zahodnega belega feminizma, so pač ženske res bile manj zastopane, so bile pa zato bistveno bolj zastopane v drugih sferah in v drugih družbah, recimo bistveno bolj recimo v aboriginski kot v zahodnih. Ja. Če se dotakneva, malce ste se že dotaknili tega vprašanja razumevanja ženske. Ali lahko razumemo žensko kot univerzalno kategorijo? Ne, mislim, to je ena od stvari, v katero pač jaz, na katero opozarjam v knjigi oziroma v katero usmerjam svojo kritiko. Zahodni beli feminizem govori o ženski v ednini, o ženskem vprašanju v ednini, in ženska je v resnici zahodna ženska, kakor pač ona biva v tradicionalni zahodni, recimo patriarhalni družini. In žensko vprašanje je seveda vprašanje, kako naj ženska, zahodna ženska, torej pride iz te sfere privatne družinske sfere, privatne družinske eksistence v javno sfero. Zdaj, seveda, ena mojih temeljnih tez v knjigi je, da je zahodni sodobni beli in tudi že od začetka, tudi zahodni feminizem, od začetka v resnici ideološko polje. To pomeni, to ni teorija, pač zdaj nimava časa razlagati to zelo podrobno, ampak teorija je neko početje, kjer pač vzameš neka dejstva, imaš neke hipoteze, to preverjaš, in če seveda hipoteza ne zdrži dejstev ali pa preverjanja, potem jo opustiš in oblikuješ novo. Zdaj, zahodni beli feminizem ima neke hipoteze od svojega nastanka do danes praktično enake, pri čemer jih ne preverja in dejstva, ki ne ustrezajo tem hipotezam, preprosto ignorira, kar je seveda izrazito ideološko početje. In rezultat je cela serija napačnih zaključkov. Eden od teh je seveda ta ideja, da obstaja ena ženska pa eno žensko vprašanje, kar seveda ne obstaja. Mislim, ženske eksistence so v neevropskih družbah bistveno drugačne od zahodnih družb, in seveda to, kar je za njih problem, mogoče za nas ni problem, in to, kar je za nas problem, mogoče za njih ni problem. Mislim, jaz bi rekla, dam kot primer, najbolj surov primer mogoče, večina žensk tega planeta res ni obsedena s tem, ali je polovico ljudi v parlamentu ženskega biološkega spola oziroma ima ustrezne ženske genitalije, ker potem kakšnega spola je socialno-kulturno oseba, ki ima ženske genitalije, je drugo vprašanje. Ampak se pravi, zato ker v resnici večina žensk tega sveta ima kakšne druge probleme, recimo preživeti svoje otroke. Mi se ne zavedamo, da na desetine milijonov žensk in otrok vsako leto umre recimo od lakote ali pa od bi rekla bolezni, ki jih mi rutinsko lahko zdravimo na Zahodu, kar seveda pomeni, da ima večina žensk tega planeta neke čisto druge probleme, kot jih imamo zahodnjakinje. In tudi, če vzamemo samo Zahod, to, kar feministke, bele zahodne feministke razlagajo kot žensko vprašanje, je v glavnem, in to so se, bi rekla, feministke, ki so pač bile nekoliko kritične, zavedale same, to so vprašanja belih žensk zgornjega srednjega sloja. Zdaj, te ženske ne predstavljajo niti procenta ženske populacije, in torej je popolnoma napačno generalizirati njihovo eksistenco na eksistenco vseh žensk, napačno je njihove probleme razumeti kot ženske probleme in napačno je seveda zato govoriti o eni ženski. Zdaj seveda to napako je naredila tudi Simone de Beauvoir, čeprav ona je eksplicitno, to je zdaj tudi v poglavju, ki ga ni v knjigi, je pa že napisano, ona je svarila pred generalizacijo,
Ona je, čeprav je dala te primere, pač kao ženska eksistenca poteka po nekih pravilih in najne ona ta pravila opisala, ampak ona je sama eksplicitno rekla, da ne želi, da bi se na osnovi teh konkretnih primerov pač delala neka posplošitev na vse ženske, a ne, kar se je natančno zgodilo. A ne. In zato seveda so potem posebej ženske, ki niso iz evropskih družb, recimo, ne, afriške antropologinje ali pa družboslovke so eksplicitno seveda povedali, da ene ženske ni. In to je seveda tudi pozicija antropologije. Že če pač sledimo recimo Marilyn Stetton pa Henriette Moore kot recimo klasičnima, ne, predstavnicama feministične antropologije v Britaniji, že govorimo o 80-ih letih 20. stoletja, torej ne že kar nazaj, precej, so eksplicitno seveda stale na stališču, da ni enega ženskega vprašanja in ni ene ženske. Seveda, ne, te ženske so pač bile na terenu zunaj Evrope, ne, in so seveda pač na lastni koži videle, da ženske v drugih družbah živijo popolnoma drugače in imajo popolnoma druge probleme, a ne. Pravzaprav v knjigi se dotaknete še enega pomembnega dejstva, namreč to, da ta evropski pogled na žensko je pravzaprav zelo biologističen. Torej, evropsko žensko definira njeno telo, a ne, kar ne drži seveda za druge družbe. Predvsem pa en zanimiv tak etnografski podatek, ki se pojavi noter, je pa pričevanje homoseksualcev, ki pravijo, nikar nam ne vzemite tega telesnega, zaradi tega, kajti, če bo prišlo do tega, da bomo morali, da se telo oziroma da se spol določa na kulturni način, nas bodo hoteli potem preobraziti. Torej, govorimo o tem, da je možno kar tako se priučiti določenih stvari. Tako spola, ja. Res je, torej, mislim, tudi na to je recimo Ježumijeva posebej opozorila in tudi za mene, moram povedati, ko sem študirala, to je bilo to, kot napišem v knjigi, neka kot klafuta, ne, da se zbudiš. Pravzaprav ne, zanimivo je, kako ljudje, ki niso pač, ne, bi rekla, člani zahodnih kultur, a ne, ki torej ne delijo nekih zahodnih kozmologij, nas vidijo, a ne, in to, kar je recimo zanimivo, je, da zelo hitro, ne, torej vidijo, da mi biološke razlike vežemo s socialno-kulturnimi razlikami. Torej, ne, če se pojavi biološke razlike, se ta odseva v recimo različnih statusih, različnih vlogah, ne, se pravi, ne vem, različna telesa moško, žensko, torej različni socialno-kulturni spol. A ne, ne vem, če je nekdo bolan, ne, on boln in ti si zdrav. In seveda to pomeni ne samo, da pač ti prepoznaš to razliko, ampak da je v socialno-družbeni eksistenci nemogoče, da bi oseba, ki se telesno razlikuje od druge osebe, imela enako socialno-kulturno eksistenco, ne? To je značilno, ne? To je Ježumijeva imenovala biologičnost, ne? Da torej zahodne kulture in družbe so biologične, torej, ne, pač vsako razliko v telesu takoj, bi rekla, spremenijo v socialno-kulturno razliko, hkrati pa vsako socialno-kulturno razliko povratno hočejo biologizirati, ne. Torej, mi, če pač, ne vem, ima nekdo neko bolezen, recimo šizofrenijo, hočemo najti biološko ozadje za to, ne. Če bo se pojavila neka druga značilnost, bomo hoteli iskati biološko oziroma genetsko ozadje za to. Se pravi, nismo sposobni misliti telesnih razlik neodvisno od socialnih razlik, in socialnih razlik neodvisno od telesnih razlik, ne. Zdaj, to ne zadeva samo spol, ampak zadeva recimo rasizem, zadeva zlorabo testov inteligentnosti in zadeva sociobiologijo in polno nekih drugih stvari, ki jih tudi v knjigi predstavimo, ne. Ampak seveda pri spolu je zanimivo, ne, ker je Ježumijeva je tudi, bi rekla, dala pripombo, ki je bila meni zelo zanimiva. Ona je rekla, da recimo v Afriki, ne, seveda jasno, pač, ne, ljudje imajo različne spole, telesno, ne, imajo različno zgradbo, ampak nimajo socialno-kulturnih spolov, se pravi, te telesne razlike ne pomenijo tudi drugačnih socialno-kulturnih eksistenc nujno, a ne, in je bilo meni zanimivo, da je pač pridodala, ne, da v afriških družbah, ki niso tako vizualne kot zahodne družbe, ne, se pravi, pač ona, ne, kot neki antropolog, ki nas gleda od zunaj, ne, torej vidi, da smo mi kot pač zahodne kulture izrazito pač orientirane v podobo, ne, v videz.
In ona to dejstvo povezuje z dejstvom, da pač ne te razlike v videzu, torej potem povezujemo z nujnostjo različnih socialno-kulturnih eksistenc. In v resnici tukaj je težava, kot ste omenili, z homoseksualnimi ljudmi po eni strani. Ja, ta izjava je mene na terenu res pretresla, ki jo je povedala ena lezbična ženska, da torej, če bi pač spol ne bi bil biološki, potem pač homoseksualnost ni biološka, potem nas bodo prevzgajali. Torej, ta strah pred represijo zaradi drugačnosti. In seveda, ta strah je na Zahodu pač utemeljen, zato ker pač, kot smo rekli, takoj, ko kažete drugačno telesno eksistenco, ste nujno zavezani drugačni socialno-kulturni eksistenci. In ravno to telesno, ko imamo tudi jado v Evropi, telesno in socialno-kulturni spol, pravzaprav koevolucionisti tukaj precej bolj kompleksno pogledajo. Govorijo o genu, o okolju, o organizmu, tudi slučaji, ki vplivajo na to. In to pa daje pravzaprav tudi feminizem v čisto neko svojo perspektivo. Res je. Zdaj, mislim, koevolucionizem je za mene ena najpomembnejših teorij 20. stoletja. Zdaj se pa z antropološkimi teorijami že 30 let ukvarjam, in takoj, ko je bila pač, ko se je pojavila, to se pravi, govorimo tam v 80. letih 20. stoletja, so koevolucionisti za mene dejansko predstavljali ključen miselni premik, in to zaradi tega, ker pač njihova osnovna teza je, da mi nismo nastali, sploh nobena živa vrsta ni nastala z evolucijo, ampak s koevolucijo. Zdaj, koevolucija je bistveno bolj kompleksen proces od evolucije. Evolucija pač pomeni, se samo organizem prilagaja okolju in tisti, ki se boljše prilagodi, bo preživel. Medtem ko koevolucija pa predpostavlja, da obstajajo 4 dejavniki, od katerih je, bi rekla, odvisno oblikovanje in preživetje vsakega organizma, torej tudi, muhe, ravno tako kot človeka, Torej, to prvo so seveda geni, drugo je seveda okolje, ki je pri človeku socialno-kulturno okolje, potem je tu slučaj, recimo, mislim, je napaka v Černobilu, torej poveča se radiacija. To je slučaj nekaj, kar ni planirano, pa seveda vpliva na razvoj vseh organizmov, na katere pač do katerih ta vpliv lahko pride. In četrto je sama aktivnost organizma. Torej, oni postavijo pač tezo, da ne gre za to, da se organizem prilagodi okolju, ampak gre za to, da organizem sebi prilagodi okolje. Se pravi, ne gre za pasivno prilagoditev, ampak za aktivno prilagoditev. Zdaj, s tem seveda se, bi rekla, nek cel miselni sklop, kako mi mislimo na Zahodu, bi rekla, svet, pa tudi zgodovino, pa tudi okolje, pa recimo zdaj ekološko krizo ali pa kaj takšnega, zelo spremeni. Zanimivo je, da koevolucionizem se ni nikoli uveljavil, recimo, ko smo pisali potem kasneje nek učbenik za biologijo, je bilo meni zanimivo, da univerzitetni profesori, ki so poučevali biologijo, niso poznali koevolucionizma, To pa verjetno zato, ker je koevolucionizem radikalno kritičen do uporabe biologije v zahodnih družbah, On pač ugotovi, mislim, gre za profesorje iz Harvarda, ki so v resnici to teorijo oblikovali kot kritiko oziroma kot dekonstrukcijo sociobiologije. Sociobiologija se je pa po drugi strani zelo uveljavila, ker sociobiologija je skladna z prej omenjeno biologiko, medtem ko koevolucionizem pa ne. No, in koevolucionisti so razvili radikalno kritiko uporabe biologije na Zahodu, ki pokaže, da je biologija v resnici uporabljena ali pa zlorabljena kot ideološke polje v interesu kapitala, enako kot feminizem, recimo. O evolucionizmu smo že govorili, predvsem pa kulturni evolucionizem je tisto temeljno vprašanje, namreč za vse z morda malo manj antropološkega znanja, kulturni evolucionizem predpostavlja, da se vse kulture oziroma družbe razvijajo linearno, praviloma smo to govorili o divjakih, barbarih in potem civiliziranih. Seveda govorimo tudi o tem, da se vse družbe razvijajo po enaki poti, torej gre za nek univerzalni princip in da se razvijajo iz manj razvitih v bolj razvite. Seveda ta teza temelji predvsem na vprašanju tehnološke razvitosti, pa vendarle ta model, za katerega danes vemo, da ne drži več, v antropologiji so se ga menda po vaši kritiki poslužili
razložile in se ga poslužujejo danes še vedno feministke. Kaj je zdaj tu evolucionističnega v tej feministični misli? Obstaja neka generalno feministična drža, ki pravi, da smo zahodnjaki bolj razvite od žensk v neevropskih družbah in da morajo ženske v neevropskih družbah rešiti svoje žensko vprašanje na tak način, da bodo postale takšne, kot smo mi, oziroma da mi kot bolj razvite jim lahko svetujemo, kako je zdaj treba se zadeve lotiti. In da seveda mi na nek način bolje vemo, kako je treba njihovo eksistenco predrugačiti v njihovo dobro. Zdaj seveda ta pozicija temelji na poziciji, da smo mi, oziroma da so feministke bolj vedne od žensk v neevropskih družbah, ta pozicija pa spet temelji na logiki, da smo mi bolj razvite. Torej zdaj recimo, če dam zelo preprost primer, večina feministk bo stala na stališču, nekatere dobro, ki so že malo bolj kritične, recimo kot Crispinova, ampak večina zahodnih belih feminist, posebej tisti, ki so zdravorazumske, ki torej feminizem uporabljajo kot ideološke polje, meni, da recimo je osvoboditev za ženske v muslimanskih družbah, da začnejo živeti tako, kot mi živimo. In seveda to velja ne samo za ženske v muslimanskih družbah, ampak za vse ženske. To pomeni, da one so manj razvite, morajo ponoviti naš razvoj in potem bodo postale takšne, kot smo mi, in ko bodo seveda svoje žensko vprašanje rešile tako, kot mi vemo, da ga je treba rešiti, potem bodo pa svobodne. Če dam samo en medklic tukaj, ko govorimo o muslimanskih ženskah, danes je to zelo pomembno vprašanje tudi v Evropi. Ali to pomeni, da bi se tako, recimo, kako vi gledate na vprašanje burke, bi morale te muslimanske ženske... Jaz mislim, da je to seveda vprašanje kulturne definicije in da je treba ljudi pustiti, da živijo skladno za svojo kulturo. Če ženska želi nositi burko, naj jo nosi, če ne želi nositi burke, naj jo ne nosi. Lahko vam dam preprost primer družine, ki živijo v moji hiši, 6-članska družina je zalepa, zdaj bo že mislim, da 4. leto ali 5. celo, ko živimo skupaj, gospa se zakriva, hčerka pa se oblači tako, kot se oblačimo mi. Ko so prišli sem, se je hčerka tudi zakrivala. Zdaj se hčerka oblači tako, kot se pač oblačijo vse najstnice, medtem ko gospa se pa še vedno zakriva. Se pravi, zdi se mi, da vedno, veste, pri kulturnih razlikah obstaja ena preprosta logika. Te logike sem jaz učila tudi marince, predno so šli v Irak. Pač misleč, da bodo zdaj oni tja prenesli svobodo in demokracijo in vse to. Treba je zamenjati vloge, treba se je postaviti v pozicijo, da so oni močnejši kot mi, oni pridejo in nam v resnici vsiljujejo svoj način eksistence. Recimo zahodnim ženskam njihov način oblačenja. A bi zdaj mi to dojele kot osvoboditev ali bi to dojele kot nasilje? Seveda bi dojele to kot nasilje. Stvar je popolnoma logična. In v resnici je tu Merklova, čeprav takrat, ko je rekla, naj pride 1 milijon migrantov, mi lahko, nemška družba to lahko sprocesira, je naredila eno ključno napako in to je rekla, ampak seveda živeti morajo po naše, torej na nemški način. To seveda pomeni nasilje. V resnici gre za to, da je pač naša kozmologija, naš način razumevanja sveta, kaj je dobro, kaj je prav, kaj je moralno, kaj ni moralno in tako naprej. To mi osvojimo nekje do 6. leta starosti. Potem lahko seveda zamenjamo družbo in kulturo, ampak če bo družbeno in kulturno okolje nam siljevalo neke načine eksistence, ki jih mi nočemo, potem bo to v resnici povzročilo odpor. In recimo tega sem se jaz naučila na Havajih, ko sem delala 1 leto terenskega dela, kaj pomeni multietnična družba. Havaji so prototip multietnične družbe, že konec 19. stoletja so imeli več kot 300 etničnih skupin, torej talilni lonec je bil, bi rekla, izumljen za Havaja, ta izraz oziroma koncept. Tam nihče nobenemu ne vsiljuje svojega načina bivanja. Vsakemu je dovoljeno, da znotraj družbe oblikuje, jaz temu rečem, svojo poddružbo in v tej poddružbi živi na način, ki je pač takšen, da ta oseba lahko prakticira norme, vrednote, standarde, normalnosti in vse drugo, skladno za predstavniki svoje kulture. Se pravi, zato je to
deluje. Ne? Ja. To je zelo dobra iztočnica zdaj za enega izmed tistih zelo pomembnih očitkov, ki ga uperjate proti feminizmu, in sicer kolonializem. Feminizem še vedno na nek način izhaja iz te kolonialistične logike, seveda ne v smislu geografskega, ampak na nek način idejno-hegemonskega. Ja, ne samo, da izhaja sodobni zahodni beli feminizem, jaz mislim, da je trenutno ena najbolj učinkovitih oblik zahodnega kulturnega kolonializma, in to zaradi tega, ker je onkraj vsake kritike. Zdaj, če pač nekdo drug pride, če bi moški prišli, če pride ameriška vlada, če pride ameriška vojska, če pride kdorkoli druga, in reče, mi zdaj hočemo, da živite tako, kot mi hočemo, bo to pač praviloma pri kritičnih intelektualcih na Zahodu rodilo rahlo dilemo, oziroma recimo tudi lahko bolj burne kritike. Če bodo pa feministke prišle, pa so vsi tiho, to je zanimivo. Zaradi tega, ker so feministke v resnici, feminizem se je začel kot tisto, zaradi česar jaz še vedno praznujem vsaki 8. marec. Torej, feminizem se je začel kot gibanje za spremembo družbe, v kateri bo vsem ljudem, pa tudi ženskam boljše. To se pravi, v resnici se je začel kot neko leva kritika zahodnega kapitalizma in se je skozi stoletje spremenil v ideologijo po večjem vključevanju žensk v družbo, brez da jo spreminjamo. Se pravi, iz neke v resnici revolucionarne teorije, ki je zahtevala ukinitev družbe, pa zamenjavo družbe z neko drugo družbo, se je spremenil v ideologijo vedno večjega vključevanja, vse večjega števila žensk in vse več aspektov njihove eksistence. Torej, 100 let nazaj telo, zdravje, oblika prsi, zadnjice, širina pasu in ne vem kaj še vse niso bili vprašanja, na katerega se je družbena represija usedala, tako kot se to useda danes. In tu jaz vedno pač rada rečem, Slapšakova je enkrat zapisala, mislim, nekaj, kar nisem zapisala v tej knjigi, mogoče bom naslednja. Ona je napisala, ne morete biti feministka, če se ukvarjate z lepoto svojega telesa. Ker je to seveda, to je v resnici družbena kontrola nad žensko eksistenco. Ta kontrola je danes bistveno hujša in represija je bistveno hujša in se to prikazuje kot osvoboditev, prosim lepo, kar je popoln nateg. Zdaj, seveda, ker so pač feministke začele kot neko tako revolucionarno napredno gibanje, so ta imič ohranile. Zdaj morate razumeti, da seveda tudi v socializmu so ženske v resnici uresničile celo serijo nekih zahtev, ki jih ima feminizem, torej ekonomska samostojnost, ista plača po možnosti. Seveda to ni bilo 100% uresničeno, ampak je bilo v primerjavi s tem, kako je na Zahodu bistveno boljše uresničeno, tudi bistveno boljše, kot je danes, recimo, v socialističnih družbah, varstvo otrok, pač socialne, bi rekla, institucije, ki podpirajo materinstvo in tako. Se pravi, takrat je bil vrtec skoraj obvezen. Jaz se spomnim, da nisem hodila rada v vrtec, so me vsilili v tisti vrtec, čeprav nisem hodila, ker je pač si mogel iti v vrtec skoraj. Skratka, zadeva je taka, da danes je to postala ideologija za reprodukcijo družb oziroma zahodnega kapitalizma in njegovih mehanizmov represije, pa seveda tudi eksploatacije. In kot tak se on izvaža na, bi rekla, ven iz zahodnih družb, ne evropske družbe, na zahodne družbe, in v resnici feministke ta kolonializem širijo, ne da bi vedele, kaj širijo. Ker večina feministk, jaz mislim, da resno misli, da je to, kar se zdaj dogaja, osvoboditev. Zato se je meni tudi zdelo, da je treba to eksplicitno napisati, da to ni osvoboditev, to je nateg, to je samo zamenjava ene podreditve za drugo podreditev. In zdaj ta druga podreditev je slabša od one, ki jo je produciral dom. Mislim, slabša potem, da je bolj represivna. Zdaj o okusih ne bomo razpravljali. Feministke so pa untouchable zato, ker imajo ta imič, da so napredne. Vi pravzaprav danes težko katerega koli levičarja slišite, da bo kritiziral feminizem, če bi pa moški to isto naredil, kar feministke delajo, bi pa vsi planili na te moške. To je taka ideološka blokada. Ko govorite feministke, pogosto so res nedotakljive v svoji knjigi, predvsem pa tudi imajo zelo pogosto zelo militanten diskurs. Pa vendarle, če se narediva korak naprej, me zanima,
kaj, bom malce provokativn, kaj bi morale narediti feministke, da bi vi postali feministka? Veste, jaz bom rekla tako, v sprednji besedi kolega Rizmana piše, da je mogoče celo tako, da jaz sem feministka, ampak bolj radikalna od teh, ki so pač feministke in zato se z njimi ne morem identificirati, ne. Jaz bi lahko, jaz mislim, da sem feministka, vendar ne zahodna bela feministka, ne. Jaz bi postala feministka takrat, ko bi feminizem spet obudil tisto, kar je bil na začetku. Torej radikalno kritiko družbe in zahtevo po družbenih spremembah, ki pomenijo izboljšanje položaja ne zgolj privilegiranih belih žensk, ampak vseh ljudi na tem planetu, seveda to vključuje tudi ženske. Ampak ne izključuje pa moških in ne izključuje žensk iz neevropskih družb in ne izključuje pravice tako moških kot žensk iz neevropskih družb, da povejo sami, kaj hočejo, ne? Ne pa, da se jim z nekim militantnim diskurzom vsiljuje nekšno partikularno razumevanje problema, kar je seveda, bi rekla, nasilje oziroma kot so to afriške feministke, pač črne feministke tudi, no, oziroma v tem primeru prav afriške, imenovale. Tu gre za sestrorarhijo, ne gre za sestrstvo v feminizmu, ne? One so natančno rekle, te ženske pridejo in nam solijo pamet in one hočejo biti dominantne, one hočejo vladati, one hočejo imeti oblast, ne? To, se pravi, dokler je feminizem to, tako dolgo seveda jaz ne morem biti feministka, ne? Ste rekli partikularno razumevanje sveta in ravno to partikularnost ob koncu knjige očitate Ursuli von der Leyen, se pravi predsednici Evropske komisije, da to, kar je ona naredila z različnimi temi spolnimi kvotami, tako imenovanimi spolnimi kvotami, to vendarle ni rešitev in da na to feminizem ne sme biti, ali pa feministke ne smejo biti s tem zadovoljne. Seveda ne. Tudi, kako bi rekla, ne smete biti pozorni, bi rekla, pozorni na zgradbo genitalija, ne? In ne sme zgradba genitalij biti argument. Oprostite, a ne, zdaj pač, ko poslušamo, kaj se dogaja v parlamentu, lahko vidimo, da neke ženske, ki imajo pač žensko zgradbo genitalij, govorijo neke stvari, ki jih lahko, bi rekla, strokovnega zornega kota podpremo, a ne. Neke ženske, ki pa imajo pač biološko žensko zgradbo genitalij, pa govorijo neumnosti, ravno tako, kot seveda to velja za moške, a ne. Jaz pač mislim, da dokler nas bodo vodili ljudje, ki bodo pravzaprav tja nameščeni po biologiki, zdaj smo pa spet nazaj, a ne, ker se bodo v resnici telesne razlike ne samo manifestirale v različnih socialnih eksistencah, ampak se bo zahtevalo, ne, da se telesne razlike dejansko pretočijo v socialne eksistence. To pomeni, da bomo še bolj zategnili to biologičnost, v resnici je to biološki determinizem, a ne. Tako dolgo se nam nič dobrega ne piše. Jaz mislim, da je pač tako, a ne, da meni je osebno vseeno, ali ima nekdo takšne ali drugačne genitalije, pač ne, imamo 5 bioloških spolov, ne samo 2, ne. Ampak, ne, meni je pomembno, ali je ta osebna strokovna, ali ta oseba, bi rekla, načitana, ali ta oseba misli samo nase, ali misli na dobrobit drugih, a ne, ali je ta oseba odgovorna, ali je ta oseba moralna, ne. Oblika genitalij nobene od teh lastnosti ne garantira, čeprav bi pač tisti, ki delujejo po biologiki v eno ali pa v drugo smer to radi, a ne. Morda ob koncu še vprašanje. Že prej ste malce nakazali na to, pa tudi mislim, da nekje v knjigi omenite, da je bilo sprva mišljeno, da bo knjiga imela kar 21 poglavij, zdaj jih ima 7, a to pomeni, da se pripravljata vsaj še 2 takšni monografiji? Veste kaj, zdaj, jaz sem vprašala to kolega Štegra, a ne, ki je programski direktor Beletrine. On je to tako navrgel, ampak zdaj je povedal tudi pisno, da on to misli resno. Ja, veste, kako je? Jaz sem pač, iskala na glavne grehe feminizma z mojega zornega kota, ne. Naštela sem jih 21, a ne. Potem pa je seveda pač dobite avtorsko pogodbo za določeno število strani in potem, ko sem probno napisala prvo poglavje, potem pa še drugo, ne, sem ugotovila, da pač glede na to, da
vi ste knjigo prebrali in veste, da to je pač knjiga, ki na feminizem gleda iz popolnoma drugega zornega kota, iz popolnoma drugih konceptov, a ne, s popolnoma drugo logiko, ne. Zdaj, če bi jaz to pač 21 poglavij skušala strpati na 200 strani, bi imelo vsako poglavje recimo 10 strani. Znotraj tega jaz ne bi mogla pojasniti, ne, logik, zaradi katerih se mi pač zdijo neke napake, resne napake, o katerih bi morali razmisliti, ne. Zato sem se potem reče odločila, da pač napišem poglavja tiste, ki bodo, tako da jih lahko tudi nek laičen bralec razume. In potem sem imela probne bralce, a ne, imela sem antropologe, ki so to brali, in imela sem laike, ki so to brali, a ne, razumete, tako da sem jaz videla, da zdaj to razumejo ali ne razumejo, kaj se zdaj jaz pišem. Tako da je pač večina teh poglavij ostala zunaj knjige, nekaj jih je že napisanih. Ja, zdi se, kot da se obeta nadaljevanje, ne, jaz upam, da se obeta. Zdaj, kdaj pa bo to nadaljevanje, me pa zdaj preveč vprašate, tega pa še ne vem. Glede na to, da ste knjigo pisali med dopustom, Ja. sklepam, da se lahko veselimo vašega naslednjega dopusta. Ja, veste, kaj je pravzaprav, najprej sem bila malo jezna, ampak potem sem ugotovila, jaz imam nek način pisanja, ki je mogoče netipičen. Ko smo pač pred časom neki naši sodelavki poklonili na oddelku neko darilo in je bila že korona, smo skušali narediti skupno sliko in so potem prišli k meni ljudje na vrt, ker smo bili lahko zunaj, ne, da smo lahko se skupaj slikali. Potem je en mlajši kolega pripomnil, Jezus Marija, ampak to je tak vrt, to je dela za eno celo, bi rekla, ne, pač za eno celo službo, ne. Jaz mu nisem rekla, da jaz pravzaprav to delam zato, ker pišem v glavi. Veste, jaz pač imam to knjigo, imam že napisano, o kateri govoriva zdaj pravzaprav, a ne. Ona je že napisana, potem pa res lahko med dopustom jo samo vržem na papir. Dobro, seveda tudi vsi, ki pišemo, vemo, da potem, ko mečemo stvari na papir, se še vedno spreminjajo, ne. Ja, upam, da. Meni je to, da sem to knjigo naredila v resnici v času dopusta, seveda pač, kot sem rekla, pripravljeno, preštudirano že zdavnaj prej, predstavljalo pravzaprav neko vrsto satisfakcije in sem si tudi sama rekla, pa zakaj ne bi druge napisala naslednji dopust, bomo videli. To je zdaj pač odvisno od beletrine. Ja. Gospa Vugodina, hvala lepa za ta pogovor. Naj vam seveda zaželim, da boste pisali v glavi, na vrtu in na koncu tudi na papirju, zato da bomo lahko prebrali potem drugi del Zablod feminizma. Vam, spoštovane in spoštovani, se zahvaljujem za pozornost. To je knjiga, ki prihaja iz poletnega dopusta, je pa vse kaj več kot zgolj prijetno poletno branje, kajti je lahko kar izziv za gledalca oziroma za bralca, ampak na koncu verjamem, da je vsakdo lahko še kako zelo nagrajen, ko pride do tistega zadnjega vprašanja, o katerem sva danes govorila z Ursulo von der Leyen. Hvala vam za vašo pozornost in nasvidenje. Beletrina v živo.